lazarist Franc Sodja je v svojih pismih svojemu bratu zapisal tudi tale stavek. Nobena zdrava Marija ni bila zmoljena zastonj, nobeno trpljenje ni bilo zaman. Ko premišljujemo te besede, morda včasih človeka spremlja dvom. Če se tisti, ki se morda svojih sedanjih let še spomnite in tudi ostali, ki smo še doživeli te težke čase medvojne in povojne revolucije na Slovenskem, ko smo kristjani ravno v molitvi in v trpljenju in potrpljenju skušali ohraniti svoj človeški obraz, nas je morda včasih spremljal dvom. Ali je to res tako? Ali bo zaradi tega kaj bolje? In ta dvom, sestre in bratje, tudi danes včasih še vedno črviči naša srca, naše duše. Taki dnevi, kot je današnji, ko smo ponosno zbrani tukaj na tem svetem kraju in se spominjamo neskončnega trpljenja vseh mučencev, ki so zapisani, in še vseh drugih, ki so po slovenskih krajih trpeli trpeli in pretrpeli smrt, in ki so ravno v tej molitvi in tudi v trpljenju vedno znova zaupali v Boga, potem lahko rečemo, da je vendar to dolgoročna naložba, da je krščansko življenje, ki je, kot je rekel Janez Evangelist, trpljenje in potrpljenje, vendarle tisto, kar nas vse naredi boljše ljudi, nas naredi bolj človeške, nas usmerja k temu, da postajamo pravi in pristni ljudje, da postajamo tisto, kar je bilo rečeno v tej prošnji, v svetlobi resnice. In glejte, samo to šteje v življenju. Marsikaj se je kdaj bleščalo, marsikaj se je kdaj poveličevalo, pa vendarle velikokrat, kakor je zapisano v Svetem pismu, videl sem Satana, ki je padel z neba. Marsikaj tega, kar se je bleščalo in slepilo ljudi, jih odvračalo od resnice, je padlo z neba in padlo na tla. Morda ni še vse padlo, morda nikoli ne bo vse padlo in bo marsikaj tega ostalo, ne samo v nekako javnem življenju, ampak tudi v naših srcih, kajti priznati moramo, sestre in bratje, da marsikaj tega, kar je satanskega, včasih deluje tudi v naših srcih. Zato tudi naša srca niso vedno v svetlobi resnice. In ko smo se te dni, tako rekoč iz celega sveta, predvsem pa iz krajev največjega trpljenja, Nemčije, Ruande, različnih drugih krajev, Kolumbije in vseh drugih krajev tega sveta zbrali v Berlinu, ker smo premišljevali te stvari, ker smo skušali doumeti, kaj se je pravzaprav dogajalo. Ne samo pri nas v Sloveniji, v Jugoslaviji, takratni, ampak tudi v širnem svetu in kar se še vedno znova dogaja. To nas je še posebej skrbelo. Pa smo po drugi strani vendarle ugotavljali, da je vse to trpljenje, vse te preizkušnje, vse to, kar so ljudje v teh časih morali pretrpeti, številni, preštevilni tudi umreti, da je to vendarle zaznamovalo
nas, našo zgodovino in nas vendarle usmerilo v tisto, kar naj bi vedno znova bil človek, da smo ljudje, da smo drug drugemu ljudje. In presenetljivo je, ko smo obiskovali kraje, ki jih je Nemčija sedaj morda najbolj zgledno ostalim narodom postavila kot opomin, kot spomin na preteklost, kraje, kjer je bilo ministrstvo Stazija, bi rekli naša Udba, kjer je bilo taborišče, kjer so bila taborišča smrti, kjer so bile različne druge človeška hudodelstva. Vse to je danes v Nemčiji postavljeno na ogled in mladi ljudje hodijo tja zato, da bi postajali ob tem, da bi se ustavili, da bi se zamislili in da bi postajali bolj človeški. In tudi podobno, kakor imate tukaj kapelico mučencev, imajo tudi v Berlinu katedralo, baziliko mučencev, kjer prav tako se spominjajo vseh teh žrtev nacizma, fašizma, komunizma in vseh drugih teh nečednosti človeštva, zato, da bi ljudje postajali boljši ljudje. In bodimo, sestre in bratje, hvaležni Bogu, da nas zbira na takih krajih, da nas v teh krajih vedno znova poučuje skozi trpljenje drugih in tudi skozi naše lastno trpljenje, da postajamo novi ljudje, da se vedno bolj osvobajamo k resnici, da postajamo drug drugemu vedno bolj človeški. To je tisto, kar šteje in kar tudi ostaja. In glejte, marsikdo izmed nas in mnogi niso verjeli, da se to lahko karkoli spremeni. Pa vendarle, kakor je bilo tudi v vseh teh naših medsebojnih razpravah v Berlinu, vsi smo se strinjali, da kljub temu, da so te stvari težke, da jih je težko nekako predvsem v naših srcih očistiti, predvsem je težko vedno znova priti preko zamer, preko sovraštva, preko želje po maščevanju, k sodelovanju, k pripravljenosti, da bi postajali tudi drugačna družba. Družba, ki je utemeljena na človeškem dialogu, na medsebojnem sodelovanju, na pripravljenosti, da drug drugemu omogočamo, da bomo na lep, človeški, dostojen in, kot mi rečemo kristjani, na krščanski način stopili drug drugemu. Glejte, to je Jezusovo vodilo. Apostol Pavel v današnjem berilu poudarja, da se nekako v Jezusu vse izravnave tega sveta, pa ne samo bogato in revno, ampak tudi pravično in nepravično, da se tudi vse te stvari usmerjajo k temu, da bo večja pravičnost v nas, med nami, tudi v naši družbi. In glejte, ta vera je vodila vse te vaše in vse druge mučence, ki so bili pripravljeni za to pravičnost zastaviti tudi svoje življenja, ki so stali in obstali tudi v najtežjih trenutkih, ki niso odstopili od resnice, ampak so stali za njo in za njo zastavili tudi svoje glave. Glejte, to je tisto, kar je veličastno, kar nas mora navdajati s ponosom in kar nas mora učiti, da bomo tudi mi, ti, sestra in jaz, vsi, brat, da bomo vsi mi tudi stopili po tej poti v našem vsakdanjem ravnanju, v naših medsebojnih odnosih, da bo pravičnost določala merilo, da bo pravičnost merilo našega življenja v družinah, da bo pravičnost merilo našega življenja v širši družbi, da ne bomo ne glede na to, kakor se včasih sem in tja marsikaj blešči, kar nas morda včasih tudi zapelje, da tudi sami mislimo, pa saj je vseeno,
pa zakaj ne bi tudi jaz šel po tej poti, da bomo rekli ne, zaradi teh ljudi, ki so bili pošteni, pravični, hočem tudi jaz stati in obstati na temelju Boga, Jezusa Kristusa, ki je zgled pravičnosti in je tudi sam postal s tem, da je dal svoje življenje na križu za vse nas, zgled tega življenja. Želim zato, sestre in bratje, vsakemu izmed nas, nam vsem, vašim družinam, vsem, ki častimo naše mučence, da bi bilo to vodilo našega življenja. Da ne bomo nikoli odstopali od tega, ker vemo, ne samo, da je to temelj naše vere, ampak da je to temelj našega človeškega, dostojnega, poštenega in pravega življenja. In gledajte, tako bomo tudi najlažje šli preko težav, preko zamir, ki so se včasih postavile med nami. Če bomo mi trdno stali, potem nas nobena stvar ne bo mogla nekako omajati v tem prizadevanju in tako bomo postali luč, svetilnik v Jezusovem imenu tudi za vse druge. Na kateremkoli mestu bomo, še posebej velja to za vse odgovorne kristjane v družbenem življenju. Potem bomo šli tudi mi po tej poti in bomo skušali to uveljaviti v družbenem življenju. Ne bomo zaradi tega v življenju uspešni. Današnji blagri nam pravzaprav kažejo ravno to, da človek, ki gre po tej poti, včasih veliko žrtvuje, tudi svoje življenje, a vendarle je to tisto, kar šteje. Zato je to, kar je zapisal gospod Franc Sodja, pravzaprav ne samo v človeškem smislu, ampak to šteje tudi v večnosti. Že tukaj na zemlji so tisti, ki molijo, ki potrpijo, nekako blagoslov za vse svoje ljudi, pa še bolj smo blagoslov za vse, ko damo svoje življenje v večnosti. Zato tudi verujemo, da je prav, da se vedno spominjamo tistih, ki so to delali, ki so zato zastavili svoje življenje, ki so zato tudi šli v mučeništvo. Zato bodimo, sestre in bratje, Bogu hvaležni za njihov dar. Zato naj nas navdaja s ponosom, da so šli po tej poti in da smo tudi mi nekako iz tega izvora, iz tega temelja Jezusa Kristusa. Ta krščanski temelj je tisti, ki tudi nas drži po konci, ki se tudi danes v tem svetu, ki se zdi, da se sem in tja maje, ne bo podrl. Skala Jezus Kristus ostaja tudi danes trdna. In vsi, ki bomo gradili na tej skali, bomo tudi upanje človeštva v prihodnosti. Ta vera, sestre in bratje, še posebej vsi vi mladi, naj vas spremlja v vašem prizadevanju. Ta vera naj nas utrjuje in molimo drug za drugega, sestre in bratje, da bomo v tej veri ponižno, v sodelovanju, v pripravljenosti, da drug drugega v tem bodrimo, tudi drug drugemu opora, pomoč, v molitvi, v sodelovanju in tako bomo tudi mi danes prinašali Božji blagoslov v svet, v katerem živimo. Zahvalimo se Bogu, zahvalimo se vsem našim učencem in zahvalimo se, da lahko slavimo ta današnji dan in prosimo Boga, naj tudi naprej vaše družine, ves naš narod in ta svet spremlja svojim blagoslovom, da bomo v svetlobi resnice šli z upanjem v prihodnost. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnega nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, pravi in neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, in zaradi nas ljudi, in zaradi našega zveličanja, prišel iz nebes, in se v telesu po Svetem Duhu, iz Marije Device, in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel, in bil obrožen, in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi,
in bo spet prišel v slavi svoje žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In začetka duha, z Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz začetka in sina, in ga začetom in sinom molimo in se zdanimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto odločilo za Gospod svete. Znamo en krst, odpuščanje grehov, in pričakuje zdajenje in življenje v prihodnem veku. Sestre in bratje, ob spominu naših mučencev in vseh mučencev krščanstva in človeštva prosimo nebeškega Očeta. Gospod, prosimo te za vesoljno cerkev in za papeža Frančiška, da bo v sodobnem času ostal trden in neomajen v osnovnih načelih Kristusovega nauka in znal prepoznavati nova znamenja današnjega časa. Gospod, prosimo te za vse voditelje narodov, podeli jim modrost in razsodnost, da bodo vodilo njihovega dela mir, pravičnost in spoštovanje do bližnjega. Naj se zavedajo, da se vsak narod rojeva in obnavlja v osnovni življenjski skupnosti, družini. Gospod, prosimo te za našega rojaka, duhovnika in domoljuba Vinkota Žaklja, ki se je pred 100 leti rodil v našem kraju. Naj nam bo njegova predanost duhovniškemu poklicu in predvsem njegova iskrena ljubezen do Boga, naroda in domovine v ponos in zgled za življenje danes in v prihodnje. Gospod, prosimo te za nove duhovne poklice. Svet potrebuje ljudi, ki bodo z besedo in zgledom oznanjali tvoj nauk in kazali na svetost življenja. Gospod, prosimo te za tiste, ki so v zmoti ali zavestno delovali proti bratu in sosedu. Pomagaj jim najti pot do tebe in notranjega miru. Gospod, prosimo te za vse, ki sta jim bila vzeta dom in domovina. Mnogokrat vidimo, da so nam prav ti ljudje zgled v pripadnosti slovenskemu narodu. Bodi jim mobilen plačnik. Gospod, prosimo te, da bi tudi mlajše generacije znale vrednotiti pomen dogodkov, ki se jih danes spominjamo. Samo njih široko razumevanje in priznanje nas lahko privedeta do dejanja resnične sprave. Gospod, prosimo te za naše rajne, še posebej zapadle v vojni in po njej. Naj nam bo njihovo trpljenje v opomin, sovraštvo in nasilje ne rešujeta. Večni Bog, Oče vseh ljudi, usliši naše prošnje, da bomo kristjani zveste priče tvoje ljubezni in pravičnosti v svetu in da bomo tako izpolnili poslanstvo tvojega veselega oznanila po Kristusu našem Gospodu. Amen.